Bravo, ko ste že verjetno ugotovili, jaz sem še šolar. To je še kar zanimivo. Najboljši del pouka je, ko ga je konc, pa lahko greš domov. Sam jaz imam en problem. Moja mama je učiteljica. Tako da grem domov, sam učitelju se pa ne znebim. Mislim, najboljše pa takrat, ko pride domov s kaki seminarjev, polna novih pa inovativnih idej za pouk, ko jih hoče vedno najprej sprobati na nas. Fotor ima takrat vedno delovno soboto. Čeprav si Tjaž v šalah privošči tudi bližnje, recimo mamo, mu družina tega ne zameri. Prav najbližji so tisti, ki šale prvi slišijo in mu pomagajo pri pripravah na nastope. In teh je vedno več. Zaenkrat so se mi še vedno smejali. Me je pa vedno prej strah, da se mi ne bi. Ja, nekako imam tremo pred nastopom, želel bi si biti dober in pa imam strah, da se mi noben ne bi smejal, da ne bi bil smešen, da ne bi smešno izpadel. Stand-upom sem se začel ukvarjati, ker mi je nekako že od 4. razreda všeč. Takrat sem tudi najbolj spremljal Tina Vodopivca. Kasneje je obiskoval delavnice stand-up komedije pri Urošu Kuzmanu. Rad, kakorkoli nastopam, tudi všeč mi je, da se ljudje smejijo, da jim je zabavno. Tisto, kar pa mi mogoče ni tak fest oziroma mi je težko, je pa pisanje šal. Zaradi tega, ker se je težko spomniti neke čist nove šale, ko še nimaš nič napisano. Všeč so mi tudi druge šale, ampak me pa nikoli ne potegne, da bi kjer ukradel. Poleg stand-upa igram tudi v gledališču, hodim v glasbeno šolo, tam igram orgle, prej sem igral 6 let klavir. Zaradi številnih dejavnosti tudi kdaj manjka v šoli, a vse nadomesti. Ima pa tudi poseben recept za dobre ocene. V šoli se je meni najbolj javiti na začetku, ko še ni veliko snovi in se nimaš pa veliko za naučiti. In ne, to ni bila šala.